dan. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Z vami bodo danes nova varuhinja Vlasta Nussdorfer, njeni namestniki, možda kar po vrsti od leve proti desni, magistra Kornelija Marzel, Ivan Širih in Jernej Rovšek. Predala bom besedo varuhinji, verjamem, da imamo kar nekaj zapovedati. Varuhinja, izvolite. Lepo pozdravljeni, torej to je naše prvo skupno srečanje. Ne morem verjeti, da je včeraj minilo 2 meseca od primopredaje s prejšnjo varuhinjo. Čas teče tako, da bi lahko rekla, da je samo en teden, vendar tukaj smo. Sklenila sem, da bi vas prvič, torej v tej svoji novi vlogi, seznanila s tem, kakšno delo smo opravili, torej z minulim delom, z našimi prizadevanji, morda tudi šibkimi točkami, ki jih ugotavlja varuh, torej kdo se morda ne odziva, kje čutimo še neko rezervo, kjer bi lahko uspeli. Zdi se nam prav, da bi se srečevali pogosteje, torej morda vsak mesec, ker bi tako lahko sproti predstavljali vse, kar opazimo, vse, kar se dogaja. Preden sem prišla na to mesto, sem sicer tudi kot tožilka in tudi kot predsednica Belega obroča Slovenije zelo aktivno delala, vendar je bil moj pogled najbrž tak, kot je pogled večine ljudi v državi na varuha, in sicer, da je to institucija, ki premalo naredi, ki ni opazna, ki nima uspehov, in veliko ljudi pravi, kaj pa lahko naredite, ali ste brezzobi tiger, kje so rezultati, vedno se nekako konča, pri tem varuh vam tu ne more pomagati. Po 2 mesecih vpogleda v delo tako 4 namestnikov, opravičujem enega, to je Tone Dolčič, ki je trenutno v Novem Sadu na konferenci, torej 4 namestnike imam, in vseh zaposlenih lahko rečem, da se tu zelo dela, trdo dela, in da so tudi rezultati, ki pa jih mogoče niti nismo še uspeli tako predstaviti, in da so naša prizadevanja za bodoče uspehe in za pravičnejše, torej poti ljudi v tej državi, velika. Torej, če dovolite, bi najprej predstavila mogoče to statistiko. Statistika pravijo sicer, da ni vse, včasih je pa zelo zgovorna, in sicer boste tudi sami dobili statistične podatke, in sicer o prejetih pobudah po mesecih in o prejetih klicih. Sami boste zagotovo videli, da se število pobud v teh mesecih zelo dviguje, ampak alarmantno je stanje pri klicih. Kajti, če povem samo število prejetih klicev za april, torej v minulem letu 529 klicev v celem mesecu april. Do včerajšnjega dne pa smo imeli že 885 klicev, kar pomeni 65% povečanje. Rekorder je bil dan v prejšnjem tednu, ko je naš receptor, morata se celo 2 menjati, ker je to delo zelo naporno, sprejel kar 88 klicev obupanih ljudi. Šli smo tudi na teren, to delo nadaljujemo, tako je bilo tudi pri prejšnji varuhinji, sicer sem v mesecu marcu s sodelavci obiskala najprej Ptuj in v tem mesecu aprilu Velenje. Imeli smo tudi tam tiskovne konference in najbolj ste seznanjeni s problematiko ljudi, ki dan za dnem sporočajo, da težko živijo, da težko hodijo po sodnih poteh, da so te predolge, neučinkovite zanje, da se pozna kriza in številni ukrepi države na vsakem koraku, ki ne daje, ampak jemlje, da so šibki in nemočni in ranljivi še bolj šibki in prizadeti v iskanju svojih pravic, in od tod najbrž tudi ta številen odziv. Torej, klici ljudi so tudi podobni, ne samo na terenu, opozarjajo tudi tu, kaj narediti in kako preživeti s 300 evri, kako je z izvržbami, ko si dolžan, kaj hitro prideš v stanje, da izgubiš še tisto malo, kar si imel, ko pridejo rubežniki.
Mogoče bi preletela nekaj poglavij, potem pa bi bili tudi 3 namestniki zagotovo na voljo za vaše vprašanja, če bi želeli katero od teh tem še podrobneje, da se jo predstavi. Torej, tu je le delček tega, kar smo v tem času 2 mesecev naredili. Na področju odnosov z državnimi organi, kot veste, je prišlo do menjave vlade in tako tudi nekaj časa ni bilo aktualnih ministrov, pa smo se na pobudo prve ministrice, ki je zelo pohitela in tudi problematika je tu najhujša, to je dr. Anja Kopač Mrak z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in sedaj še enake možnosti. Srečali smo se z njo, pri njej, in se domenili, da bodo ta srečanja pogosta, da se bodo pa srečali in to že v prihodnjem tednu moj namestnik Dolčič Tone in ožja skupina z ministrstva, kajti prav na področju delovnih razmerij, družine, otrok, štipendij, mladih in starejših ljudi, domov za starejše občane je zagotovo še veliko problematike. Torej, to ocenjujem kot dobro, seveda pa bomo v kratkem povabili na sedež varuha tudi vse ostale ministre, komu bomo dali prednost, je ta hip težko reči, kajti želeli bi v maju in juniju se srečati kar skoraj z vsemi. Prvi mogoče, da bo minister tudi za notranje zadeve, ki je že tudi sam izrazil to željo, potem seveda za pravosodje. Z ministrom za izobraževanje se moramo srečati, imamo kar nekaj odprtih problemov, pa tudi infrastruktura in prostor, kmetijstvo, skratka okolje. To je problematika, ki se še kako dotika varovanja pravic. Na področju mednarodnih odnosov smo bili v tem času tudi zelo aktivni. Kot ste slišali, je namestnik Tone Dolčič prav sedaj s svojim sodelavcem, svetovalcem Danom Bošnjakom na konferenci, ki poteka v Novem Sadu na temo preprečevanja izkoriščanja otrok. Včeraj, kot ste seznanjeni o tem, vsi 3 namestniki so bili prisotni na srečanju z Evropsko komisijo za boj proti rasizmu in nestrpnosti, ECRI, ki je bila tudi pri nas njeni predstavniki, in kolega Ravšek vam bo lahko kasneje odgovoril na kakšna vaša vprašanja. Potem srečala sem se že z 2 veleposlanikama in sicer v Someljem in francoskim veleposlanikom. Ustanovljena, kar je zelo pomembno in morda premalo vidno in tudi premalo se o tem poroča, moj kolega Ivan Šelih, ki je zadolžen tudi za državni preventivni mehanizem, je sedaj predsedujoči in sicer v mreži, ki zavzema države jugovzhodne Evrope. Torej smo Slovenija predsedujoča, varuh človekovih pravic za 1 leto, tudi o tem vam bo lahko kasneje kaj več povedal. Tu na obisku je bila tudi evropska poslanka Fajonova in tudi z njo sva našli kar nekaj tem, ki bi jih lahko odprli, bodisi na področju varovanja pravic otrok, starejših, drugih ranljivih skupin in morda tudi sodelovanja na področju varstva okolja. Potem je področje kolega Šeliha, ki ga bo tudi sam na vašo željo in vprašanja lahko podrobneje predstavil, torej državni preventivni mehanizem, v okviru katerega skrbimo za varstvo oseb, ki jim je vzeta prostost, ne glede, kje se te osebe nahajajo. Ali gre za duševne bolnike, ki se nahajajo na psihiatriji, ali osebe, ki jim je vzeta torej strani policije in kasneje sodišča prostost ali zaprte osebe. Tu gre za stalne obiske in nadzor ustanov. Torej, kot sem že povedala, smo sedaj predsedujoči. Včeraj smo bili v vzgojni zavodu Planina, tudi tam smo se seznanili s problematiko zavoda. Potem na področju zaporov ste najbrž sledili našim prizadevanjem za to, da bi bile izplačane plače. Prišlo je do hude stiske tako zapornikov, predvsem pa paznikov, ki niso imeli plačanih plač za 2 meseca, vendar se je to tudi o posredovanju varuha, poklicala sem ministra za pravosodje, dr. Pličaniča, zelo kmalu uredilo, k sreči. Potem smo se srečali tudi s predstavniki uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Moram povedati, da naša Nataša Kuzmič za odnose z javnostmi zelo lepo skrbi za to, da ste, upam, obveščeni. Imamo tudi novičke, ki prihajajo vsak teden in veste, kaj se dogaja, čeprav to ni niti vse, kar delamo. Na področju kolege Dolčiča, ki ga ni, bi lahko predstavila zelo grobem nekaj podatkov o tem, kje smo bili uspešni, zakaj smo si prizadevali.
Torej zapisali smo majhen korak za varuha, velik za pravno državo. Redko slišimo tak stavek, da pravna država res deluje. To je področje ZUJF-a, o tem ste zagotovo obširno poročali. Veseli smo, da smo na srečanju z ministrico dorekli tudi, kako se bodo zadeve poravnale za nazaj. Tu moram dodati stavek, ki je zagotovo v tem trenutku tisti, ki nas skrbi, torej kako bo država zmogla vsa ta plačila, ki jih dosežejo ljudje, skupine, ne nazadnje pri ZUJF-u varuh, ko se ugotavljajo, odpravljajo določene kršitve, spreminjajo členi, dajo ljudem pravice, ki so jih že imeli, ko naenkrat stopiš pred spremembo zakona, denarja pa ni. Zato smo veseli, da je obljuba ministrice in tudi sedaj ministra za notranje zadeve, da se bo ta denar na nek način našel, morda obročno, vendar ljudje so bili že znervirani, ljudje so imeli ogromno težav, slabe volje ob vseh spremembah zakonodaje in tukaj ugotavljamo, da država včasih, celo zapisano je bilo v našem odzivu, precej hitro, rokohitrsko sprejema zakone. Sama kot pravnica in na tožilstvu in sodišču smo vedno rekli, ko se spreminjajo zakoni, naj se s tresočo roko. Vemo, da tako ni moč sprejemati sprememb na področju, ki se dotikajo seveda tudi državne blagajne. Tukaj so potrebne hitrejše spremembe, kajti vsak dan nam grozi trojka, govori se o bankrotu in še o čem, vendar tudi tu je potrebno imeti neko miro, neko previdnost, kajti vračanje pravic je drago, precej drago. Tu teče tudi projekt Zagovorni glas otroka, ki je uspešen projekt, o njem ste seznanjeni, zaenkrat je še pri nas. Prizadevamo si, da bi dobil neko samostojnost, vendar je na to težko upati z ozirom na stanje v državi, da bi bil samostojen ta projekt. Potem smo se odzivali tudi in bili v parlamentu, kjer so nastopili mladi parlamentarci. Zdelo se nam je pomembno, varuh se vsako leto vključuje v ta prizadevanja, da sliši glas mladih, govorili so o odraščanju in številnih težavah. Potem smo dali tudi pripombe v zvezi s varovanjem pacientovih pravic. Sama sem spregovorila o pravni dobroti za otroke. Občutimo, da naši otroci, ki so žrtve nasilja, pogosto v kazenskih postopkih, ne glede na to, kje so zaslišani, sedaj so prijazne sobe, čutijo kar velik nemir, veliko je težav, kako naj povedo, kaj se jim je zgodilo. In če jih država sprašuje še o tem, ali bodo pričali ali ne zoper starše, ker imajo pouk pravne dobrote, je to za njih še en udarec več. Torej tudi v zvezi s tem se trudimo, da bi jim omilili stisko. Spregovorili smo tudi v parlamentu o zagovorniku glasu otroka. Na področju ljudi s posebnimi potrebami, torej zelo ranljive skupine, smo se srečali, če veste, prejšnji mesec je bil Svetovni dan Downovega sindroma, 21. marec, s predsednikom republike Borutom Pahorjem in sedaj se pripravlja skupino staršev, ki so združeni v Združenje za Downov sindrom, memorandum. Ta naj bi bil sprejet v mesecu maju in ta naj bi zagotovil enakopravno obravnavo otrok z Downovim sindromom, njihovo boljšo vključitev v zdravstveno oskrbo, v šolanje in ne nazadnje kasneje tudi zaposlitev. Oglasili so se seveda z ozirom na našo dejavnost na tem področju tudi starši drugih otrok, recimo z avtističnimi motnjami, in ugotovili smo, da je na tem področju dela še kar veliko. Ob obisku Ptuja, torej prvo zunanje poslovanje varuha v tem mojem mandatu, smo se srečali tudi s predstavniki šole dr. Ljudevita Pivka, gre za šolo za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju, ki je katastrofalna. Mediji ste o tem tudi že poročali, mnogi ljudje ne morejo pozabiti slik, ki so bile predstavljene v medijih, kako ti otroci tam živijo in kako trpijo ne nazadnje tudi starši. O tem, kako bomo reševali to šolo, zelo sem se zavzela za reševanje in tudi gradnjo nove šole, ki ima že gradbeno dovoljenje in stane 4 milijone evrov. Vsak dan slišimo o primanjkljajih in o stvarih, ki so gredo v desetine milijonov evrov. Vam bom še poročala. Šlo bo za poseben projekt pomoči otrokom s posebnimi potrebami in tudi drugim.
Na področju zdravja, torej spremembe zakona o pacientovih pravicah, udeležila sem se tudi posveta bolnikov z rakom, gre za hudo problematiko, vendar menim, da je še ena kar večja, ki jo povzroča stiska vsakdana, to je depresija, ki postaja bolezen številka 1. Na področju pravic starejših se prav tako vse skozi trudimo, da bi jim olajšali stiske, do katerih pride tudi, ko vstopajo v domove starejših občanov, kjer ni več čakalnih vrst, kjer ni več toliko prošenj, da bi bili ljudje sami v sobi, ampak bi radi bili kar 4 v eni sobi, da bi bilo recimo ceneje. Prejšnja leta smo se srečali z obratno situacijo, ljudje prostora v domovih niso dobili. Trudimo se tudi na področju smrti, ki je nek tabu. Obiskala sem hospic, ugotovila, da je to, če lahko rečemo, za slovo od življenja primeren, lep kraj, vendar žal se morajo soočati s tem, kako preživeti in kako ohraniti hospic. Na področju ZUJF-a sem že poročala, torej majhen korak za varuha, zelo velik za pravno državo. Na področju nasilja sprejemamo veliko pobud, se trudimo, da bi bili ničelna toleranca do vseh vrst nasilja. Na področju kolege Rovška se je veliko govorilo o sovražnem govoru in grožnjah, tudi vi ste o tem poročali. Namestnik Rovšek je bil tudi na javni razpravi o sovražnem govoru v našem parlamentu. Po tem dogodku, kot veste, se je vsulo tudi veliko kritik na račun vodenja te seje. Šlo je za gospod Vonta, ki je prekinjala nekoga, ki je imel neke svoje spobude s problematiko, ki sicer ni bila točno tisti dan uvrščena na sejo. Mi smo tudi o tem dali izjavo, ne morda tako, kot so nekateri pričakovali, vendar, ko govoriš o sovražnem govoru, ko govoriš o razburjanju ljudi tudi na področju verske problematike, dobivamo probleme in pobude ljudi, takrat lahko tudi čustva ljudi še enkrat vzplamtijo. In zato tu ni bilo torej odgovora v smislu, da bi lahko varuh posredoval, čeprav obsojamo vsaka ravnanja, ki kakorkoli dišijo že po sovražnem govoru. Potem smo se srečali tudi s tem, kako pravično rešiti pregon za grožnje funkcionarjem. S tem v povezavi ste zasledili pri prejšnji varuhinji, da je doživela celo grožnje s smrtjo. Sprememba kazenskega zakonika na tem področju ni predvidela javnega pregona, tako da se zavzemamo, da bi se ta člen spremenil, kajti krivično je, da bi tisti, ki dela v imenu države in je deležen zaradi svojega dela groženj, moral sam vzeti iskanje tistega, ki je storil dejanje, torej v svojo domeno, sam reševati probleme, sam nastopati na sodišču v okviru zasebnega pregona. Seveda je stalna problematika Romov, tudi vi o njej veliko poročate, vendar sama moram reči, da sem se takoj po nastopu funkcije že drugi dan srečala z Romi, seveda v Pomurju, kjer je situacija veliko boljša, podprla njihovo strategijo za razvoj romske skupnosti za nadaljnjih 7 let. Ta strategija bi se morala po mojem mnenju širiti po Sloveniji, torej ne samo v ta že tako boljši predel Slovenije, pač pa predvsem na jugovzhod, kjer imamo še veliko nestrpnosti, pa tudi veliko problemov za samo romsko populacijo. Na področju enakosti med spoloma smo se seveda zavzemali za enakost pravic žensk, za enako plačilo, za enako vključitev v njihovo gospodarsko in politično življenje. Šlo je za mesec marec, ki obeležuje kar nekaj dnevov posvečenih ženskam in tudi tu smo bili dejavni. Na področju manjšin, tudi muslimanske skupnosti, smo se srečali z njihovim predstavnikom prostorih varuha, spregovorili o nekaterih tematikah, ki se jih dotikajo in obljubili spremljanje in pomoč. Na področju kolegice Marzelove, ki se ukvarja tudi z okoljem, sami veste, da je ta problematika skrita in odkrita, kakor jo želiš videti in kakor je tudi prisotna v medijih v zadnjem času zelo. Vključili smo se še v pravno kliniko za varstvo okolja, torej v okviru pravne fakultete in nadobudnih mladih ljudi, ki bi radi na tem področju naredili korak naprej. Seveda pa bom nadaljevala začeto delo predhodnice na tem področju, ki se je srečevala z okoljevarstveniki,
Imeli smo že eno srečanje, skoraj 30 okoljevarstvenih organizacij nevladnih je prišlo na pogovor prejšnji mesec in naslednje srečanje bo prav jutri, ko bi radi predstavili tudi možnosti kazenskega pregona. Sama kot tožilka dobro vem, da je kazenski pregon vedno zadnja možnost, ko vse odpove, veliko boljše so vse druge, vendar na nekaterih področjih se žal temu ni moč izogniti. Govorili smo tudi o dostopu do vode, velikokrat je bilo o tem pisano in v ta namen bomo povabili, sprejel je povabilo k nam tudi gospoda Evropskega komisarja dr. Potočnika, ki nas bo predvidoma v juniju obiskal in bomo spregovorili o vodi kot neodtujljivi pravici in tudi o vseh možnostih, da se kakorkoli zmanjša dostop ljudi do te osnovne dobrine. Na področju delavcev, torej varovanja njihovih pravic, je zagotovo veliko kršitev, veliko še vedno prisotnega neplačevanja, čeprav prihaja do nekaj izboljšav. Pozitivno je tudi sprememba, da ni nakazan denar od Zavoda za zdravstveno zavarovanje delodajalcu, ampak lahko tudi delavcu in na ta način pride do tega denarja, kajti sicer lahko zaide v maso, od katere ne more ničesar iztržiti. Ko sem se srečala s ministrico Kopač Mrakovo, ravno tisti dan je nekdo od medijev odprl vprašanje otroških dodatkov in plačila vrtca za nekoga, ki letos nima denarja, vendar se mu to obračunava glede na lanske prejemke in lansko dohodninsko odločbo. Razumela je stisko ljudi, ki danes ne morejo več plačevati toliko, kot so lani, in obljubila, da bo na tem področju prišlo do novih odločb, torej tistih, ki bodo upoštevale novo stanje. Vse to so sicer majhni koraki, a vendar, ko jih si šteješ, vidiš, da si tudi uspel. Na področju vojnih zločinov je namestnica počastila obletnico vstopa v Hudo jamo. S Kopač Mrakovo smo se pogovarjali o številnih temah, ki se dotikajo različnih problemov ljudi vsak dan na vseh teh področjih varovanja pravic zaposlenih, tudi nezaposlenih. Pripravljamo letno poročilo, ki bo žal obširno, ko človek reče obširno, bi lahko bilo pozitivno, vendar če je pri varuhu obširno poročilo, kaže na številno problematiko. Izpostavili bomo ponovno vse, kar pravzaprav je že prejšnja varuhinja ugotovila in njeni namestniki in vsi, ki tu delajo, kajti gre za velik tim, ki se vsak dan srečuje s številnimi problemi. To bo nekako dostopno javnosti, ko bo poročilo predano predsedniku Državnega zbora. Računamo, da pred poletjem z željo, da ga Državni zbor obravnava čim prej na prvi jesenski seji, da ne bi vsa ta naša prizadevanja in ugotovitve zamrla in prešla v novo leto, kajti kot ste lahko slišali, se je velikokrat doslej dogajalo, da so poročila prihajala v Državni zbor prepozno. Ne delujemo zgolj na področju pobud ljudi, torej ljudje sporočajo preko klicev, pisanja. Seveda so pobude, morajo biti od pobudnika tudi podpisane, ne sme iti za pobudo, ki pravzaprav jo nekdo v imenu nekoga drugega vloži, pa morda se ta s tem ne bi strinjal, zato vse te vloge tudi dopolnjujemo. Vendar za vas je morda pomembno, da spregovorimo tudi o tem področju širših vprašanj in lastnih pobud. Torej, nismo obravnavali in ne bomo samo tega, kar nam bodo ljudje sporočali, ampak se odzivamo tudi na vse, kar vidimo, slišimo, zaznamo. Tu ste tudi vi mediji izjemnega pomena. Žal, vsak dan, če le uspem gledati kakšno televizijo, ugotavljam, da se vse, o čemer se govori, to zdaj malo drugače gledam, nanaša tudi na krivice, ki se dogajajo ljudem in bi lahko vsak dan na nekaj reagiral. Širša vprašanja, o katerih smo začeli raziskovati problematiko, so tudi črne gradnje, pa to ne zgolj tiste, o katerih se dnevno poroča, torej nekaj posameznikov, ampak tudi črne gradnje, ker smo ugotovili, da nekateri ljudje žal pošteno plačajo svoje stanovanje, dobijo celo kredit pri banki, ko pa se vselijo in v njem nekaj časa živijo, se lahko zgodi, da jih obišče inšpekcija in jim sporoči, da gre za črno gradnjo.
Ljudje so v svojih pravicah tu zelo oškodovani. Tu bo potrebno dati odgovor, kdo je kriv, da je do tega prišlo, kajti ne predstavljam si, da bi lahko ljudje sami raziskovali, ali gre za legalno ali črno gradnjo. Zaupajo pogodbi, plačajo, vzamejo kredit in potem se jim zgodi rušenje, ki ga morajo celo sami plačati. Na področju širših vprašanj smo se torej ukvarjali tudi z izplačilom plač obsojencev, z obravnavo predlogov za sprejem v varovani oddelek, z ukinitvijo dodatka za bivanje pri štipendijah, tudi za izobraževanje na domu smo se zanimali, kajti kot veste je v Sloveniji okoli 150 otrok, ki se šola na domu. Sama sem že pred prihodom na to mesto razmišljala, ali je dovoljšna kontrola šole nad temi, kajti včasih je veljalo, da se otroci šolajo na domu, ko starši potujejo, ko so nekje 6 mesecev odsotni in skrbijo za izobraževanje otrok, morda na ladji. Sedaj vidim, da imajo starši možnost, da šolajo otroke sami, da jim ni bilo več ali pa tudi manj. Enkrat letno je šola dolžna opraviti preizkus znanja, vendar se bojim, da je lahko to tudi prepozno. Otrok lahko zaradi tega je neuspešen, zgubi letnik, ni pravega nadzora, zato se bomo z ministrom za izobraževanje pogovorili tudi o tej temi, torej ali naj bo ta kontrola pogostejša, da lahko preprečimo staršem, ki ne znajo in zmorejo skrbeti dovolj za znanje svojih otrok, torej da gredo spet v šolo. Potem je seveda tudi naše sodelovanje z različnimi šolami, tudi tu je bilo nekaj vprašanj v zvezi z nasiljem, z otroci s posebnimi potrebami, to sem že omenila, spremstvom pripornika na sodišče, tudi smrtjo nedavno obsojenca smo se ukvarjali in širšo problematiko skrbništva, pa tudi potrebno bo odpreti vprašanje, o tem smo se včeraj v Zavodu Planina pogovarjali, kako je z rejništvom in kako je s posvojitvami. Kot vemo, mnogi naši ljudje, ki ne morejo imeti otrok, hodijo po otroke v tujino, drago plačujejo otroke, prihajajo od vsepovsod. Tu pa je zelo veliko otrok v reji in ti otroci, kljub temu, da ni možnosti vračila v družino, gre za zelo dolgo obdobje rejništva, ko pa nekega dne postanejo polnoletni, ostanejo sami, o tem je poročal tudi nek gojenec pred kratkim, ko je rekel, sedaj sem star 18 let in imam več nikogar, ne bom imel rejništva, moji starši niso primerni, da bi se vrnil k njim. Skratka, družinski zakonik je imel namen to urediti, vendar kot vemo je zastal, žal to področje bi nujno moralo urejati sodišče. Jaz ne bi bila več tako dolga, ker vidite, da sem obkrožena z namestniki, ki delajo in se vsak dan srečujejo s problemi, zato je prav, da tudi na njih naslovite kakšna vprašanja. Želimo pa si, morda bi še to poudarila, da bi teme, ki jih vi odprete, velikokrat jih tudi vidimo, tak primer je bilo tudi vozniško dovoljenje tujca pri nas, to bo lahko povedal kolega Šeli, ki je veljavno, pa je bil kaznovan za prekršek in tudi kasneje neuspešen na sodni poti. Tu je varuh uspel dokazati, da to dovoljenje velja. To je bilo odprto v medijih, nikoli pa zaprto. In zato se mi zdi prav, da če neke teme odpremo, da kasneje vam sporočimo tudi rezultate, vi jih objavite in s tem so ljudje bolje obveščeni, kajti sicer vedno mislijo, da je stanje še vedno tako, kot je bilo, torej krivično. Zato računam tudi na vaše sodelovanje, odzivamo se tudi na vaše vprašanja, res pa je, da včasih ne moremo sodbe dati prehitro in to je tudi prav, ker če se odzovemo prvi dan, naslednji dan je zgodba lahko drugačna. Tako je bilo, kot veste, tudi vprašanje v zvezi s priporom, nedavno vprašanje, vsak dan zveš kaj novega in glede na nove ugotovitve bi moral dati popravek prejšnjega odgovora ali spremembo. In zato je prav, da vi poiščete odgovore na eni in drugi strani in potem lahko lažje komentiramo. Veliko pobud dobimo tudi kasneje, ko vi kakšne teme odprete, za nekatere pa ne vemo in jih sami, torej na lastno pobudo odpremo. Toliko zaenkrat, torej zaključim lahko s tem, da sem vesela, da imam tak tim sodelavcev, da gre za trdo in garaško delo in da marsikdaj se v nas ustvarja vtis javnosti,
da nismo uspešni, ampak z majhnimi koraki bomo prišli daleč. Hvala lepa. Novinarsko vprašanje so na vrsti, kolegica. Sandra Grupe RTV. Mene zanima neplačevanje socialnih prispevkov je še vedno težava v naši državi. Kako vi gledate na to, da mora delavec še vedno izterjati te prispevke, ki v bistvu ne grejo potem v njegov žep, ampak v državno blagajno? Najprej bi želela reči, da na tem področju bi morala država sama poskrbeti, da se to uredi. Da delavec pravzaprav sam stopi na to pot iskanja pravice je krivično, vendar če nima sredstev, in domnevam, da jih v tem primeru nima za lastno zastopanje in iskanje pravnih poti, potem bi moral in tudi dobi brezplačno pravno pomoč, torej pravnega strokovnjaka, ki namesto njega to opravi. Sicer je pa kolegica Mrzelova na tem področju zelo aktivna in lahko še ona odgovori. Morda koliko pobud ste v preteklosti glede tega dobili? Zdaj številčno bi jaz tako rekla, ampak bilo jih je kar nekaj. Kljub tem vzvodom, rekla bom, kljub tem vzvodom, ki so obstajali že v preveljavnem zakonu o delovnem razmerju, ter tudi sedaj v novem, smo jih nekaj vseeno prijeli. Torej, instrumenti niso bili ustrezni, ker res je zelo čudno, da mora delavec, ki je to dejansko njegova plača, ne se mi govorimo o plači kot neto in bruto znesko, potem sam to izterjati. Upamo, da se bo sedaj kaj spremenilo, ker so neki novi vzvodja, obračun plača po novem se šteje za izvršilno listino, delodajalec mora tudi delavce po novem na začetku leta obvestiti o plačilih prispevkov, tako da to je nekaj in upamo, da bo tako, kot je rekla varuhinja, majhni koraki, ki naj bi prispevali k izboljšanju stanja. Mi se bomo tu sestali tudi ne samo zaradi tega problema z odvetniško zbornico, kajti razmišljamo, da včasih so ljudje prikrajšani pri iskanju brezplačne pravne pomoči, zato ker imajo košček zemlje, 1/16 nekega vrta, neko nepremičnino. Včeraj jaz veliko potujem tudi v okviru posebnega programa Ne-odvisen.si, ki se sicer ukvarja s preprečevanjem zasvojenosti. Predstavljam knjige in ravno včeraj tudi knjige. Včeraj so mi, mislim, da je bilo v Ravnah na Koroškem, postavili vprašanje, kako je, in ta problematika je huda, s tistimi, ki se razvezujejo, torej dva živita po razvezi še vedno skupaj ali pa se eden odseli, in potem seveda je potrebno razdeliti premoženje. Eden ni pristaš mirnega, drugi bi morda sklenil sporazum, tudi mediacije so včasih uspešne in mora v pravdo. V tej pravdi ne dobi odvetnika, zato ker je lastnik nepremičnine, vendar v bistvu nima ničesar. Poskušala sem gospe povedati, da bi bilo morda pametno, če bi vsaj odvetnik pristal na to, da stopi na to pot začetku brezplačno, pa si kasneje, ko pride do uspeha, vendar je tudi za odvetnika rizično, tudi oni morajo v bistvu živeti, živijo od strank in zato je težko pričakovati, da bi tako pravno pomoč nudili, pa ne pripada. In povedala mi je, da je veliko takih problemov, kot vemo, so te pravde dolge, tako da tudi na tem področju bomo z ministrom Pličaničem pripravili kar seznam predlogov izboljšav, kako s to pravno pomočjo, kako reševati ljudi, ki stopajo nevedni, propanji nekaterih pravic, potem pa na težko pot dokazovanja in zaključka recimo nekega spora, gre predvsem za spore družinske pravde. Veliko je težav tudi pri razvezah in zaupanju otrok, vzgojo, varstvo in oskrbo. Te poti so izjemno dolge. Kot vidite, je bila država spet kaznovana s 40 000 evri, če se ne motim, za nekaj primerov pred Evropskim sodiščem, vendar če lahko opozorim, tudi pot do Evropskega sodišča je dolga in tudi tam se zna zavleči. Tudi na Evropskem sodišču se zelo hitro zadeve žal še ne rešujejo, ker je velik pripad. In ti ljudje upajo, da bodo nekje v Evropi svojo pot našli, medtem otroci zrastejo, odidejo od doma, zaidejo v bolezni, kriminal, zasvojenosti, nihče ne zmaga v tej pravdi. Torej, na tem področju varovanja koristi otrok, njihovih pravic, tudi nasproti staršem je treba še kaj narediti. Predvsem opažamo tudi dolge poti izvedenstva,
predolga izvedenstva. Premalo najbrž jih je tudi na tem področju in ko je postavljen 1, 2, 3, se zadeva vleče leta in leta. Na našem poslovanju zadnjem, ko smo bili v Velenju, smo najbrž srečali kolega Šelih, rekorderja v postopkih, ne gre sicer samo za en postopek, ampak veliko združenih, ki mislim, da svojo pravico išče 23 let. Torej, to so stvari, ki bodejo v oči, o katerih je treba nekaj reči. Ja, še preko žurnal 24. Omenili ste, da boste razmišljali o kazenskem pregonu na področju okolja. Zanima me, za katere kršitve? Mi se bomo sestali jutri, nam pride predstaviti pregon na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tožilka, okrožna državna tožilka Svetnica, ki pokriva to področje. Tukaj bodo nevladniki, poročala bo o tem, kako uspešni so tožilci na sodišču v teh pregonih, torej, kje vidimo še možnost morda, da kazenski pregon zoper tiste, ki onesnažujejo, uničujejo okolje, steče in je uspešen. Doslej smo se velikokrat srečevali, ko sem bila še sama na prvi stopnji, predvsem z tatvinami, torej velikimi tatvinami materijala, ponavadi rečnega, odvozi in seveda tudi z uničevanjem okolja, ki je sledilo. Vendar je bilo to težko dokazati, da je šlo za tako grob poseg v okolje. Torej je ostala ponavadi samo velika tatvina od peljanega materijala. Vendar z ozirom na vse, kar sedaj slišimo, vse ti posegi zagotovo terjajo tudi odziv pravosodja in tudi najprej seveda organov odkrivanja, policije, organov pregona, tožilstva in potem seveda na koncu, če zadeva pride tudi sodišča. Tukaj moram tudi povedati, da se zavzemamo za ostrejši pristop k pregonu kaznivih dejanj na področju delovnih razmerij. Tožilstvo ima celo specializirane tožilce, ko sem sama vodila izobraževanje na tožilstvu, se je ustanovila skupina 11 tožilcev širom Slovenije, ki pokrivajo ta dejanja, torej so ozko specializirani. In vidim bodočnost pregona na različnih področjih prav v tem, da je policija, tožilstvo in tudi sodišče specializirano. Kajti le tako bo lahko sledilo vsem tem ozkim področjem, ki pa so zelo, zelo zahtevne. Še kakšno vprašanje? Jaz mogoče še nekaj za naše veste. Ste že povedali glede Zujfa, ampak zdaj je pa je že pripravljen tehnični zakon, mogoče zdaj vaš odziv na to novico. Tehnični zakon je že pripravljen, a je to pravočasno, je to prepozno, je to kaj? Ja, mislim, da se je ministrica zelo hitro odzvala, ko smo bili mi pri njej, je zagotovila takojšnjo pripravo zakona, kaj drugega tudi ne moš na kaj drugega računa, torej šlo je za popravo za nazaj. Ljudje imajo enake pravice, kot so jih imeli pred junijem lani, vendar vprašanje seveda vračila denarja. In mislim, da je pravilno ravnala in hitro. Ni pa bilo hitro ustavno sodišče pri tej zadevi. Mi smo pričakovali, da bo ustavno sodišče v tej zadevi, ki prizadeva toliko ljudi, odločilo hitreje. Ana Sedlar, Planet Ciole, smo pa dve vprašanje. Ena je, če ste se mogoče ukvarjali tudi že z delom teh rubežnikov, izvršiteljev pa osebnimi stečaji, ker očitno tudi ljudje ne morejo več do tega nekako priti. Pa drugo, glede na to, da je prejšnja varuhinja na zadnji novinarski opozorila na problematiko inšpekcij, dela inšpekcij, predvsem inšpekcije za delo, če ste se že kaj lotili tega? Ja, se srečujemo s tem problemom in to je namen prvega sestanka z ministrom, da predočimo res problematiko inšpekcijskih služb, ki so očitno prepočasne pri reševanju vseh teh zadev, tako da mogoče bi še Kornelija povedala. Zdaj, poleg tega sestanka, ki ga tudi načrtujemo, bi mogoče rekla, se nekaj obetamo tudi od sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki je nekoliko spremenil oziroma razširil pristojnosti inšpekcije. Zdaj, seveda, vse si še ni dodelano, ne nazadnje ta zakon je komaj začel veljati, ampak upamo, da naj bi tudi na tej osnovi se stanje nekako izboljšalo. Ampak načrtujemo pa en operativni sestanek, da se bomo dogovorili, ker nekih takih nedoslednosti, tudi sistemskih, smo pa v preteklosti kar ugotavljali.
Prvo vprašanje je bilo izvršitelji, tudi s tem pravzaprav se kar dosti srečujemo, ko ljudje izgubljajo vse, kar imajo, ko tudi ne vedo, kakšen je osebni stečaj, pa tudi o tem, kaj je izuzeto iz rubeža. Tudi o tem smo govorili z ministrico Kopačevo, kaj ti prihaja do določenih izuzemov ali pa ne vsega, torej nedodelanosti, ali recimo subvencija najemnine tudi izuzeta iz rubeža. Kajti nekateri dobijo neko pomoč, potem je pa še ta rubljiva. Na tem področju imamo pobude, se srečujemo in smo tudi aktivni in pripravljamo spisek za sestanek z ministrom, na katerem in tudi kasneje najbrž s podrejenimi bomo predočili problematiko hitrejših na nekem področju, torej dela inšpekcij in tudi problematiko samih izvršb, ki kot vemo, nekateri bi si želeli zelo hitro, če bi iztožili denar, drugi seveda, ki so dolžni, pa trpijo zato, ker so naenkrat brez vsega. Ja, in jaz bi to rad dodal, tukaj, ker je varuhinja končala, mi se srečujemo na eni strani tako s pobudami upnikov, ki recimo dosti časa čakajo na poplačilo svojih terjatev, na drugi strani pa tudi z pobudami dolžnikov, ki pač ne zmorejo oziroma ne vedo, kako poplačati pač terjatev, ki jih bremenine. Tretja stvar so pa pač konkretne tudi pobude zoper delo izvršiteljev v posamečnih primerih. Tu je seveda zelo pomemben nadzor, ki ga ima Ministrstvo za pravosodje nad izvršitelji, in kadar je potrebno, pač tudi te zadeve obravnavamo preko Ministrstva za pravosodje. Hvala, bi pa sam še to bi vprašala. Zdaj vse to, večina tega, o čemer ste govorili, se je v precejšnji meri povezana s tem, da ljudje preprosto se ne znajdejo, da ne vedo, kam se obrniti, da se je mogoče že razmišljalo, včasih je to vlogo upravljal, mislim, da ta center za CPI nekaj tacga, kam se sploh lahko, če še sami ne vem pravite, da so stvari nedodelane, kak ne ljudje vejo, kako do brezplačne pravne pomoči, kdaj do... No, tisti, ki se obrnejo na nas, to se mi zdi zelo pozitivno pri odgovorih sodelavcev, ne dobijo v bistvu samo nasveta, mislim samo opozorila, da zato varuh ni pristojen za njihovo iskanje pravnih možnosti, ampak so kolegi tako pravzaprav popolno odgovorijo, da dajo tudi osnovne napotke, kako priti do pravne pomoči brezplačne, recimo kam naj se kdo obrne oziroma kakšne so poti reševanja. Sicer pa mislim, da še vedno delujejo tudi ti. Ja, jaz lahko rečem, da seveda poleg tega sistema brezplačne pravne pomoči, ki je država zagotavlja, so posamezne občine tudi na lastne stroške, a pa s kakšnimi drugimi načini uvedle tudi brezplačno svetovanje, pomoč, tudi za samo usmerjene za občane svojih občin. Mi smo z namenom, da bi ugotovili stanje na tem področju že v lanskem letu, razposlali posebni anketni vprašalnik vseh občin in ravno zdaj zaključujemo to našo analizo. Zdaj lahko povem, da se je na našo anketo odzvalo zelo malo občin. To seveda omogoča zaključek, da so to vrstne možnosti pomoči svojim občanom nudi zelo malo občin. Mislim, da je dobra tretjina nam je samo odgovorila. Videli smo iz teh odgovorov, da so zelo različne prakse, tudi kakšni primeri dobrih praks. Naš namen bo zdaj seveda v zaključni analizi teh odgovorov tudi to, da predstavimo te dobre prakse tudi ostalim občinam in tudi vidimo iz teh odgovorov, kje so morda še kakšne dodatne pomoči države občinam, ki to že nudijo oziroma ki bi to želele nuditi. Ena izmed teh možnosti gotovo bolj izkoristiti recimo obstoječe prostore nepremičnine države, ki zdaj samevajo recimo v kakšnih občinah. Dostikrat so kakšna skupina recimo študentov pravne fakultete ali pa drugih brezposelnih pravnikov pripravljene pomagati občanom, pa se soočajo že z težavami, kako pridobiti recimo ustrezen prostor za tovrstno dejavnost. Mi se to zaključujemo, ko bo to tudi narejeno, bomo tudi širše obvestili javnost o teh naših zaključkih oziroma ugotovitvah. Tukaj bi jaz dodala, na našem zadnjem obisku v Velenju prejšnji teden smo ugotovili, da imajo dobro rešitev, ki bi bila vredna posnemanja. In sicer imajo poseben sklad za pomoč občanom.
Torej, tam se zbira denar od različnih akcij, dobrodelnih akcij, začeli so s prodajo slik, tako so dobili denar, bdi nad njim komisija in občanom lahko, ki so v hudih stiskah, tudi pomagajo. Na občini deluje tudi pravna pisarna, torej za nasvete, 3-krat tedensko in se občani obračajo tja. Torej, to bi bila v smislu, kar je kolega Šelih povedal, zelo dobra praksa, da bi občine, ki jih pa lahko izpostavimo kot tiste, ki se najmanj odzivajo varuhu. Torej, če lahko koga okaramo in rečemo, da se ne odziva, so to občine, ne vse, ampak tukaj nekako zastaja komunikacija, tu bi si želeli in tudi moramo zahtevati boljše, hitrejše sodelovanje. Tudi čas je lahko sovražnik za marsikoga in potrebno je delovati v teh časih hitro. Torej, Velenje je zgled dobre prakse, verjamem, da ne osamljen primer. V prihodnjem mesecu gremo kar na 2 zunanji poslovanji, in sicer v Maribor in Koper, tako da bomo na terenu zelo prisotni. Moram povedati, da je najbrž tudi veliko ljudi, ki bi zelo radi in se tudi pritožujejo, ki bi radi prišli do mene osebno, vendar je toliko želja, da kljub temu, da se srečujem in da imam telefon odprt, ampak ni možno servisirati vseh želja, želijo osebno priti, to so tudi ljudje, ki so že obiskali prejšnje varuhe, ki imajo že dolge zgodbe za seboj, nekatere nerešljive. Težko se sprijaznijo tudi s tem, da ko sodišča pač odločijo, je žal to odločitev treba sprejeti. Želeli bi, da bi mi to odločitev spremenili. So celo taki, ki se obrnejo po sodbi Evropskega sodišča, ki zanje ni ugodna k nam in želijo, da bi tudi to spremenili. Mora biti, pravijo varuh, čeprav smo iskali pravico v Evropi, vi ste naš varuh, varuhinja, ne sprejemamo odločitve Evropskega sodišča. Torej, tudi tu je veliko upov, ki jih ne moremo uresničiti, ampak smo dostopni, torej in na terenu, in preko telefona, tudi tukaj vlagajo osebne vloge, vendar kot sem vam na začetku predstavila statistiko, če gre za 60% in več povečanje klicev, bo tudi tu težko zagotoviti hitro reševanje, kajti imamo omejeno število ljudi. Ko sem prej od zunaj gledala, se mi je zdelo, da jih je preveč, sedaj vem, da jih je premalo nas je. Torej, stiske ljudi, odraz tega trenutka in pričakovanje so izjemne. Še kakšno vprašanje? Petra Prešeren, Televizija Slovenija. Čemu pa pripisujete tako veliko 60% povečanje klicev? Je to ta trenutna situacija, ko ste rekli, ta stiska ljudi, ali je še kaj drugega pripomoglo v tem zadnjem času? Ja, najbrž je več stvari, ne? Ena stvar je zagotovo stiska ljudi, ki je prisotna. Ljudje so tudi bolj osveščeni, mediji zelo veliko o tem tudi poročate, odpirajo se teme, vidijo, da je nek odziv na njihove probleme, torej tudi to. Zagotovo je pa tudi veliko pričakovanj z ozirom na to, da sem tudi glede pravosodja sama toliko let delala na tem področju in tudi seveda v nevladnem sektorju in ljudje upajo, da bodo poiskali pomoč, ki so jo tudi že prej iskali nekateri pri meni, gre tudi za ljudi, ki jih že tudi poznam, njihove zgodbe in seveda se potem pa tudi na novega varuha se vedno najbrž v začetku, ko je nov varuh, so upi še večji. To ni zdaj samo v tem obdobju, ampak najbrž so bili tega deležni tudi moji predhodniki. Ko pride varuh, so klici pogostejši. Še kdo? Smo vam še na voljo? Če ni, se vam vsem skupaj najlepše zahvaljujem. Hvala, da ste prišli. Ja, da bi se situacija tako razjasnila, kot je lepo vreme.